Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Današnji izbor novic, urednih posebnega komentarja, je sledeč. Zadnja anketa javnega mnenja Inštituta Mediana za delo razkriva rahel dvig podpore vladi. Bivši generalni direktor RTV Slovenija, ki je bil odstavljen s prihodom nove vlade in uprave, je zmagal na sodišču. Občani Brežic zavrnili predloge ministra Poklukarja glede azilnega doma. Dober večer, moje ime je Edvard Kadič, vi pa spremljate oddajo 7 ob 7, novice s karakterjem. Deležni smo bili nove ankete javnega mnenja, in sicer je Inštitut Mediana za časnik Delo izpeljal meritev javnega mnenja in ugotovil, da samo 16% prebivalstva ta trenutek podpira delovanje slovenske vlade. To se pravi ukrepe, rezultate in tako naprej. Zdaj, nasplošno so zame te ankete javnega mnenja precej tako na nivoju neke babe Vange, kjer se mi pogovarjamo o 700 ljudeh, katere se vpraša za mnenje, in potem se mi ukvarjamo tukaj o promilih sem in promilih tja. Kar, dajmo to postaviti v neko resno perspektivo. Če imamo nek razred, neko dvorano, kjer je noter 100 stolov, 10 vrst po 10 sedežev. Samo ena vrsta pa pol v tem trenutku podpira delovanje vlade. Kar 8 vrst in pol, to se pravi 84 sedežev, je ali proti, ali pa pravi, ja, lahko bi bilo boljše. Ampak to je samo en vidik. Drug vidik so boljši te odstotki, kjer se mi pregovarjamo o tem, ali nekdo podpira 4,8 ali 5,2 in tako naprej. Kar dejansko lahko iz teh anket ven potegnemo je nek trend, neke globalne številke, kjer lahko ugotovimo, da ima stranka SDS 23%, kar pomeni, da je bistveno večja od socialnih demokratov, ki so komaj spravili skupaj 5%. Ali pa Gibanje Svoboda, kateremu je bilo namerjenih 15%, je 3-krat večje od Nove Slovenije. Kar pa je katastrofa, to je pa katastrofa recimo v tem trenutku z Levico, katere je bilo namerjeno 2 pa še nekaj, recimo slabe 3%. To je na nivoju Resnice, Vesne, to se pravi tega ekološke stranke, potem na nivoju Piratov in tako naprej. To se pravi na nivoju nekih strank, ki so žal ali pa na srečo, kakorkoli, ves čas izven državnega zbora. Torej, kar dejansko lahko iz tega vam potegnemo je to, kdo so ta veliki igralci, kdo so pa majhni igralci, in da recimo, da se nekaj popravlja pri socialnih demokratih, predvsem na račun PR-ovske, marketinške kampanje, kjer je stranka, ki ima 5%, uspela zasesti vse medije z strašno bitko za svojega novega predsednika. Kadar nas to se pravi 5% ljudi podpira to stranko, in zdaj je to nekak nacionalni šport, kdo bo predsednik pri njih. Zagotovo pa seveda to, da samo 16% državljanov podpira delovanje te vlade, mora biti nekakšen signal oziroma alarm predsedniku vlade Robertu Golobu, da je mogoče čas, pa da tudi se kaj zgodi. To se pravi RTV Slovenija. RTV Slovenija je uspešno izgubila tožbo, katero je sprožil nekdanji direktor, oziroma generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, in sicer zaradi nezakonite odstavitve, odpovedi delovnega razmerja in tako naprej. Zanimivo je, da je Andrej Grah Whatmough to napovedal že avgusta lani, da gre za nezakonito odpoved pogodbe, in še več. Slovenski kazenski zakonik v 196. členu zelo jasno govori o tem, da je to kazenska odgovornost za tistega, ki zavestno krši delovnopravno zakonodajo, in v tem primeru bi verjetno bil čas, da Goran Forbici, predsednik
nadzornega sveta oziroma sveta RTV, zdaj po novem, potegne ustrezne konsekvence in ena od ključnih konsekvenc tukaj je zagotovo to, da je čas za njega, da bi se tudi poslovil. Občani Brežic so zgroženi nad odločitvijo vlade, da naj bi v Brežicah zrastel nov azilni dom. In ko se je včeraj oglasil pri njih minister Poklukar, so ga napadali z preprostim stavkom. Ali smo se za to borili? Ali smo se res za to borili, da imamo svojo državo, da imamo svoje meje, da imamo nek red, pravni red, katerega se moramo državljani držati? Potem pa pride Poklukar in začne ugotavljati, da če nas moti to, da po noči mimo hiš hodijo, to se pravi ilegalni migranti, ker legalni migranti pridejo na mejni prehod, da naj se bolj zaklepamo. To je bil njegov nasvet. To je resno. Njegov nasvet je bil, da naj se državljani bolje zaklepamo, če nas je strah, da se migranti sprehajajo čez njive in vrtove in tako naprej. In tukaj je seveda pravo vprašanje je, kdo naj bi sploh bil za to, da se takšen dom za migrante zgradi. Verjetno je še najbližje rešitev, da taki domovi rastejo tam, kjer so največji zagovorniki, to se pravi teh migracij, in sicer v glavnem mestu. Verjetno so to pač volivci progresivnih strank, tako da je verjetno tukaj še najbližja rešitev. Tako da Poklukar, mislim, da bo treba spremeniti publiko, ki se jo nagovarja. Drage gledalke in gledalci, to je bilo za danes v oddaji 7 ob 7 vse. Vidimo se tudi jutri. Spremljate naše novice na portalu 24 še naprej in tudi jutri se vidimo ob istem času na istem mestu v oddaji 7 ob 7. Nasvidenje.